Buon večer vsem, buonasera a tutti, benvenuti a Monfort, all'Infocentro, dobrodošli v Infocentru Pomorskega muzeja. Danes predstavljamo eno zelo zanimivo knjigo, imamo tudi veliko zasedbo, ampak pomislite, da je realna zasedba avtorjev te knjige bistveno večja. Tukaj smo le ožji krog so avtorjev. Dovolite, da najprej nekaj predstavim. Z moje leve Bogdana Marinac, sicer muzeijska svetnica in etnologinja, gospod Mitja Lamut, odvetnik in znani poznavalec ne samo mednarodnega prava, pa pomorskega prava in predvsem pomorstva. Marja Trčon, predvsem urednica in soavtorica te knjige, najbolj vplivna ona za vse, Andrej Gaspari, arheolog, podvodni arheolog, eden najbolj znanih arheologov v Sloveniji pravzaprav, prav tako eden od zunanjih soavtorjev knjige, in Snežana Karinja, prav tako arheologinja in muzejska svetnica v Pomorskem muzeju. Franko Juri, direktor istega muzeja. No, dopo 2 mesi circa la presentazione del catalogo, del libro, veramente un libro dedicato alla splošna trova, torej po 2 mesecih predstavitve kataloga, ki je prav tako zapolnila to dvorano. Imamo nov publicistični podvig in to je monografija o znameniti ladji Rex, ki je dejansko izvala veliko debat, veliko čustev, tudi veliko strasti, kajti tisti, ki smo nekoliko starejši, recimo od moje generacije navzgor, se še spomnimo tistih ostankov Rexa. Tam, na tistem ovinku, ki v času se je imenoval El Giro delle Carrozze, o La Curva delle Carrozze, in od takrat, od Rexa naprej, se imenuje Pri Rexu. Nekateri so tam živeli, nekateri dobro poznajo tisto zgodbo, ki so tudi prispevali v tej knjigi. Jaz bom skušal biti kratek zdaj, ker mislim, da imamo tukaj druge sogovornike, ki bodo kompetentno nekaj povedali. Imamo veliko teh zunanjih sodelavcev tudi v samem občinstvu, tako da pričakujemo na koncu tudi kakšno dodatno mnenje, kakšno misel ne samo o knjigi, ima o Rexu. Jaz naj povem samo to, da Rex je na nek način simbol neke epohe, nekaj posebnega zgodovinskega obdobja, ki se začne z luksusom, z razkošnostjo, z optimizmom, za nekatere seveda, kajti 30. leta so bila tudi 30. leta vzpona fašistične diktature in prav ta diktatura je želela navzven delovati kot zelo učinkovita, zelo razkošna, zelo lepa. In Rex je en produkt tistega obdobja, v dobrem in slabem. Se pa konča to obdobje seveda s klavrno drugo svetovno vojno in v drugi svetovni vojni, kot da bi bil pač to neko znamenje te parabole, se konča tudi usoda te čudovite ladje, ki je bila res simbol tehnološke pomorske odličnosti, ki je bila najhitrejša, najlepša v tistih časih, imela razkošje D'Annunzievega sloga. In seveda vse to je navdihovalo generacije in generacije ljudi, ki so prej v Italiji živeli ob spominu o Rexu, pri nas pa ob spominu ostankov Rexa. Kajti mi izhajamo dejansko
iz zornega kota, iz našega zornega kota, ki je bil dejansko tisto železo, ki je štrlelo iz morja. To so naši spomini in iz tega tudi knjiga, v bistvu vidite na naslovnici, izhaja iz tega zornega kota in skušamo opisati celotno zgodbo, celotno parabolo te knjige. Knjiga je kompleksna, je neka monografija, ampak mogoče je še več kot sama monografija, ki gre dejansko za neko analizo različnih poznavalcev, različnih pričevalcev, ki skuša dejansko belodaniti najbolj skrite plati tudi tega mita. No, mi smo imenovali Rex, mit iz Plitvine, il Rex, un mito dalle secche, anche perché volevamo descrivere una storia, raccontare una storia che comincia così come l'abbiamo vista noi da bambini, con i resti del Rex che spuntano dal mare, quella massa di acciaio ruggine, per poi arrivare, si veda, alla sua nascita, al suo lusso e infine alla sua decadenza con la guerra, voluta da quello stesso regime che se ne era vantato, che aveva proposto e aveva fatto costruire Rex. No, jaz se bom tukaj zdaj ta uvod je bil seveda v mojem stilu, tako da ne bom težil več. Bom predal besedo pa urednici te knjige, ki bo natančno povedala, kako je nastala. Potem pa prosim vse prisotne naj, glede to, da nas je veliko, bodimo čim krajši. In seveda na koncu pričakujemo tudi kakšno vprašanje, kakšno drugo mnenje. Hvala vsem, zdaj Nadja Trček. Hvala in lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli na našo prvo uradno predstavitev knjige oziroma monografije Rex, mit iz Plitvine. Veliko vas je takih, s katerimi smo v zadnjem obdobju sodelovali, ki ste posodili gradivo, dajali informacije, veliko pa takih, s katerimi smo sodelovali že dolga, bom rekla, desetletja. Kajti Rex, ki je veliko bolj poznan v Izoli, kot pa morda tukaj v Piranu, kjer sem recimo osebno odraščala in moram priznati za Rexa prvič slišala šele, ko sem se zaposlila v Pomorskem muzeju in kmalu začela potem tudi zbirati to gradivo, se je nabralo veliko materijala. Ko smo pa leta 2006 in 2007 odkupili od Alojza Ratimirja Majcna posodo, ki je bila na Rexu, je bila pa obveza glavnemu financerju, to je Ministrstvu za kulturo, da bomo nekoč pripravili razstavo. In seveda 2008 smo razstavo pripravili, takrat združili ne samo slovensko javnost, ampak tudi italijansko in hrvaško, saj smo si izposodili številne originalne predmete, ki pa jih je bilo potrebno potem po koncu razstave vrniti v njihove originalne institucije oziroma njihovim lastnikom. Vse skozi so pa obiskovalci v muzeju spraševali bolj po čemarkoli drugem po Rexu. A imate kaj od Rexa? Imate kaj Rexa? In zato je padla odločitev, da bomo pripravili knjigo in začelo se je potem res eno intenzivno delo, ne samo mene in mojih kolegov Franka Jurija, ki je pripravil pregledni članek in to mislim, da je velika vrednost tudi te knjige o obdobju fašizma, v katerem je bil Rex v Soblišču zgrajen, katerega je danes tudi Stamirja Monika in Marcel Marinšek zaigrala Amarkord v to našo uvodno predstavitev, kot nekakšno splovitev. Ampak potem tudi z drugimi, ki smo hoteli povedati nekaj več tudi o obdobju, ki se veže na naše kraje. Franko je predstavil obdobje, Bogdana Marinac je pisala o blišču, o ladji, kakršni so jo poznali v Italiji, tukaj se je naslonila predvsem na znanja in povedanja Mauricija Elizeja. Meni je pripadal tisti propad, potem obdobje po vojni.
Snežana je pisala o naši razstavi in pa predvsem o našem muzeološkem pristopu k tej knjigi, kajti ta knjiga ima tudi neko drugačen pristop, ni klasičen zbornik, v katerem bi brali članek za člankom. To smo bili glavni 4 nosilni avtorji iz naše institucije Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran. Zmanjkalo je pa seveda posameznih tem, za katere smo se odločili, da k sodelovanju povabimo avtorje, ki so kompetentni, ki to zadevo že obvladajo in da se mi s tem enostavno niti ne bomo matrali. Tako da od vsega začetka, odkar je ideja prišla, sem sodelovala z gospodom Mitjem Lamutom, odvetnikom, sicer pa avtorjem 2 knjig, Potniške ladje na razglednicah in pa Parniki na razglednicah, in s katerim smo tudi že za razstavo pripravili pravni vidik povojnega obdobja oziroma zaplembe ladje Rex. To je sedaj zelo natančno raziskano in to je v tej knjigi tudi v taki obliki prvič objavljeno. Ker pa je danes na dnu morja še vedno velik del ostankov Rexa, kljub temu, da so ga razrezali in rezali dolgih 9 let in z njim pomagali graditi jugoslovansko industrijo, obubožano domovino, in ker je ta Rex tudi zaščitena dediščina, vpisana v register slovenske kulturne dediščine, je svoj pogled napisal tudi dr. Andrej Gaspari, sedi tukaj zraven mene, ki je bil tudi vodja ekipe oziroma skupine za podvodno arheologijo na naši republiški ravni. Cel pristop je bil strokoven, kar pomeni, da smo poskušali poslušati tako zbiratelje, poznavalce, ljubiteljske zgodovinarje, da smo prebirali literaturo, članke, vendar smo vse skupaj tudi drugače pritehtali. Velik del in tisto, kar je izjemno pomembno, so pa spomini posameznikov, spomini ljudi, ki smo jih tudi mi med našim dolgoletnim delom zbirali. Veliko jih je napisala Bogdana, tudi sama sem jih uporabila in tukaj seveda pozdravljam tudi vse tiste, ki ste pri teh intervjujih, virih sodelovali. Ampak tudi to še ni bilo dovolj. Nekateri posamezniki so bili izjemno pripravljeni zapisati svoje spomine, zato imamo v knjigi tudi poglavje Zakladnica spominov, kjer imamo nekaj italijanskih avtorjev, 2, ki sta se, katerih svojci so še pluli na tistem obdobju blišča, in pa drugih, med njimi tisti, ki so tudi drugače v javnosti najbolj znani, ki so se po vojni oziroma po rezanju tam kopali, dvigovali različne železne kose in ki jih javnost najbolj pozna. Rex, to ni popolnoma nova zadeva v smislu, prvič slišimo za ladjo Rex. O Rexu se govori že zelo dolgo, v naših krajih tam od leta 1989-88 naprej, v Italiji nekoliko prej, ko je Mauricio Eliseo, mislim da 84. oziroma 85. leta, izdal prvo knjigo o Rexu. Vse skupaj je pa navdihnil film Federica Fellinija, Amarcord, glasbo smo slišali, in očitno tako impresioniral Mauricia Eliseja, da je začel raziskovati in zbirati gradivo. Zato so v zadnjem delu te knjige tudi zbrani članki novinarjev iz vsakega medija po eden, ki so se kakorkoli ukvarjali z Rexom. Začenjamo s članki Toma Šajna, ki je sploh prvi začel pisati v Primorskih novicah, nato pa naših zdelavcev Borisa Šuligoja, Klavdije Raspolič, Edvarda Žitnika, ki je tudi posnel velik film o Rexu in bil za film tudi nagrajen, in pa tudi današnjih novinark. To je glavna vsebina knjige. Zelo je pestra in zato, ko jo boste listali in gledali po kazalu,
boste morali tudi malce pogledati, kaj ti naši zunanji sodelavci, zunanji avtorji niso prav vedno posebej ravno v vsakem poglavju, ampak se njih, Danielka Germeka sem pa pozabila, je tudi tukaj med nami, on je napisal o samem napadu na ladjo Rex. Najdemo ga, jih najdete v samem kazalu in na ta način se tudi knjiga zaključuje. Samo še nekaj o oblikovanju, pa bom potem pustila besedo. Knjiga ima zelo zanimivo naslovnico, tudi na otip je zelo prijetna. Oblikovala jo je Mateja Tomažinčič iz Izole, naša sodelavka, ki je ne samo vezana na naše delo, ampak je tudi vnukinja Marcela Blažine, ki je med drugim eno noč prespal na Reksu. Mislim, da je bil edini Slovenec, ki je na Reksu tudi spal, in to leta 1940 v Puli, ko so ga tam barvali. No, Mateja se je odločila za zelo modro knjigo, z modrimi barvami in modrimi gradienti. In te modra barva vam bo tudi na začetku ob straneh s posebnimi trakovi označevala ta tri glavna poglavja: blišč, propad in obojeni spomin, ter potem literaturo vire. Oranžna barva simbolizira neko rjasto železo, ki je bilo v morju, in tam velja za zakladnico spominov. Siva barva simbolizira časopisne članke, in v tej sivi barvi so objavljeni potem časopisni zapiski naših novinarjev. Tam je tudi drugače oblikovano besedilo, saj poteka v dveh stolpcih, ravno tako, kakor naj bi potekalo v časopisu. V sami knjigi je knjiga zastavljena tako, da je na vsaki strani fotografija. Res, na vsaki strani je fotografija, razen v tem zadnjem poglavju viri in literatura, tam je ni, in zato je bilo potrebno zbrati ogromno materijala in ga tudi pravilno umestiti, in vsaka fotografija stoji na mestu. Ni kar tako nameščena, ampak se resnično nanaša na tekst, pri katerem teče, in med drugim so tudi glavne fotografije so črno-bele in pa barvne, nekatere so tudi malo stilizirane, vendar so zelo izpovedne. In prvič so tako objavljene tudi fotografije iz različnih, kot so iz Muzeja novejše zgodovine, ki prikazujejo rezanje Reksa z belim jožetom. Prvi so tako objavljene fotografije iz Inštituta Livče iz Italije, kjer smo prikazali, da ni res, da ni bil vezan na fašistični sistem, saj je tukaj tudi Mussolini, prikazan njihov vodja Mussolini, ki zapušča ladjo Rex. Imamo številne predmete, kot so načrt ladje Rex, katerega lastnik je Rok Sorta in je danes tudi med nami, ki prikazuje sicer iz obdobja blišča, vendar so v njem zapisane pripombe potapljačev, ki so ga rezali. Imamo prvič tako tudi objavljene fotografije pokojnega Antona Jagodnika iz Izole, ki je bil verjetno edini, ki je umrl na Reksu, med delom na Reksu, dobil je pljučno embolijo, in te fotografije nam so tudi posodili njegovi svojci iz Izole, njegova snaha Sonja Jagodnik. Prikazane so naše razstave in veliko je podvodnih fotografij, ki sta jih posnela Nedjan Kastelic in pa Dušan Podgornik že daljnega 2008. Zdaj bom zaključila hitro, samo še to. V kolofonu so navedeni avtorji, so navedeni vsi sodelavci. Jezikovni pregled je pripadal Katarini Mahnič v slovenskem jeziku in pa Aleksandri Bugar hrvaščini, italijanskega je Franko Juri pogledal. Prevodi Ivan Markovič, tako je, 4 povzetki so še v knjigi, v slovenščini, italijanščini, angleščini in hrvaščini.
tako da so malo daljši in za prvi vtis velja prebrati povzetke. Luka Hauptmann, Snežana Karinja, hrvaščino in pa Ivan Markovič italijansko. Fotografov je veliko, tisti, ki niso posebej podpisani pod fotografijo, jih najdete v kolofonu, nihče ni izpadel. In pa na zadnjih straneh imamo tudi indeks, kazalo imen, tako da lahko najdete vse, ki so omenjeni v knjigi. Prav na zadnji 303. strani pa fotografsko gradivo, vse lastnike, inštitucije, posameznike, ki so posredovali gradivo, dali dovoljenje za objavo in tako naprej. Sama naslovnica je pa sestavljena iz 3 črk Rex, to je fotografija originalnih črk, ki jih hrani Hrvatski pomorski muzej v Splitu in ki so bile leta 2008 na razstavi v Piranu. So tako oblikovane, da kolikor boste vtipali, boste tudi začutili, to je tudi bil namen za slepe in slabovidne, da lahko preberejo te črke. Spodaj sta pod Rexom sta Jasna Podgornik in Dušan Podgornik, bratec in sestrica, dvojčka, ki jo je fotografiral njun oče, Jože Podgornik, leta 1959. Zadaj je velik kos še dodanega železa, železnega kosa Rexa. In prav ta fotografija ima tako močen simbol, da je bila že v startu izbrana za naslovnico. Tisto staro se potaplja, se gre na morsko dno mlado, nekaj novega, mladega pa raste. Tako da osebno sem izjemno zadovoljna z izdelkom, mislim, da tudi moji soavtorji. In srčno upam, da boste tudi vi bralci, gledalci, ali boste listali ali brali, ampak sem prepričana, da popolno ravnodušen ne bo nihče. Hvala lepa. Jaz bi dal najprej soavtoricama, torej bi začela mogoče Bogdana, smo že pri Dediču, bomo pa še nekaj povedali o Dediču, in na to Snežana in potem seveda oba strokovnjaka, ki se danes sestavljajo. Jaz bom bolj na kratko, vse lepo pozdravljam, Nadja in Franko sta že ogromno povedala, tako da mislim, da pravzaprav ni več dosti. Mogoče, da povem, da pri pisanju oblišču smo se prav tako želeli navezati na to naše območje. V knjige o Rexu so v Italiji, ki je že vsaj 4, da vemo za njih, ampak na tem našem področju pa ni bilo v tem pač v slovenščini narejenega nič. Tako da mislim, da je za našo preteklost in za naše dojemanje je bilo pomembno tudi, da vklopimo časopisne članke in reklame, ki so bile vezane na slovensko etnično področje oziroma notranjost slovenskega. In dejansko je bilo tudi na našem področju v Ljubljani so izhajali časopisi, ki so spremljali zgodbo o Rexu od njene splovitve in že prej od začetka gradnje, pa vse do njenega propada, mogoče največ pa se je to osredotočilo v času leta 1933, ko je Rex dosegel modri trak. In ne le notice, dejansko so časopisi redno objavljali tudi vozne rede, reklamne oglase za potovanje iz Genova v New York, ne samo s Rexom, tudi z drugimi, ampak Rex je imel eno posebno vlogo, ne nazadnje tudi kot Mikel Mut, v svoji bogati zbirki razglednic, hrani razglednico Ljubljane oziroma bi rekel trgovine oziroma agencije, kjer oglašujejo Miloševićevi je bila, kjer so oglaševali Razni-Tržaškega loža, ki je bil usmerjen predvsem na potovanja v vzhodno Azijo, tudi pač potovanja
mogoče o samem blišču, verjetno o ladji vemo vsi že ogromno, tako da o tem ne bi niti govorila, ampak mogoče, da se osredotočimo še za to povojno obdobje oziroma spomine in predmete, ki so se do danes ohranili med ljudmi o tej veliki ladji, ki je imela v bistvu nedvomno v času svojega blišča velik sloves in vendar je dejansko spomini na to ladjo so vezani predvsem v času blišča na Genovo, na New York in na ljudi, ki so bili z njim v tesnem stiku v tem času. Sicer ne moramo izključiti, da ni bil tudi na tej ladji kot potnik noben iz slovenskega ozemlja, glede na to, da so to tako na veliko oglaševali. Ampak vendarle spomini na Reksa so pri nas, kot je že rekel Franko, vezani predvsem na obdobje njegovega propada, od obdobja, ko je prišel v kult. Tam imamo recimo spomine tudi Marcela Gradine, kot smo že omenili, pa potem v Trst, kjer se spominja recimo Jože Race kako je delal kot še 15-letni deček, kot električar na ladji že med drugo svetovno vojno. In potem recimo največ spominov pa je iz obdobja, ko je ladja Reks prišla na to območje med Izolom in Koprom in tle lahko spremljamo spomini od njenega raketiranja pa vse do zadnjih koščkov in potem potapljanja. In dejansko je zanimivo, kako so tudi odnos do Reksa se je ves čas spremenjal, od tega, ko so ljudje videli v predmetih, ki so jih pobirali, predvsem del zaslužka oziroma uporabne predmete, ki so jih uporabili za različne namene doma in so se mogoče tudi na ta način ohranili, ne nekateri predmeti, ki verjetno se jih drugače noben ne bi shranil, pa do poznejšega obdobja, ko je ta Reks postal tudi nekakšen mit, vedno bolj, mogoče predvsem na našem koncu po zaslugi Marjana Kralja in tistih, ki so ga Reks kot zgodbo poznali. Namreč, ko smo iskali pričevanja ljudi in spomine, se je izkazalo, da tudi marsikateri starejši človek, ki ni se srečeval, ni hodil v Koper ali pa Izolo, za Reksa pravzaprav ni vedel. Tako da res so te spomini vezani najbolj na te ljudi, ki so tam živeli, tisti, ki so prihajali z njim v stik in pozneje tudi predmeti, ki so jih dobivali in v času, ko je postal Reks in predmeti iskane dobrine, so tudi te dostikrat bile povezane s spomini. Po eni strani so to bili spomini na slavno ladjo Reks, po drugi strani pa so bili predmetni spomini na te izkušnje ljudi ali pa ljudi, ki so bili vezani na Reks, se pravi na Reks v času njegovega blišča, tako kot smo recimo dobili pričevanja ljudi iz Italije, ki so tam ali potovali ali so delali pri Reksu. Recimo so bile te pričevanja vezana na starše, sorodnike, spomini in dejansko predmeti so imeli tudi vrednost spominov na te ljudi. In enako tudi, kot nam je pripovedoval Slavko Franca, v času, ko je bil otrok, so tem predmetim pomenili predvsem zaslužek, pozneje pa dejansko je vedel, kaj to pomeni, kaj je bil Reks, še toliko bolj in se dejansko so predmeti bili del tega Reksa, dragoceni predmeti. No. In še danes marsikda to, kakšen predmet prav pomeni prav to. In zaradi tega prihaja tudi do ponaredkov, zaradi tega so te predmeti recimo v tujini tudi dragi, iskani, vedno bolj. Tako, na kratko.
kot je Nadja že povedala, moj delež je bil, da sem predstavila to razstavo Pomorskega muzeja leta 2008 in sicer z enakim naslovom Reks, blišč, propad, obujeni spomin. Že leta 2003 smo muzejski delavci dali v program, da bomo nekaj predstavili potopljene skrivnosti na morskem dnu. Že takrat smo pravzaprav vedeli in smo želeli vključiti tudi ostanke Reksa v to razstavo, vendar to pa ni bilo takrat financirano. No, prosim? Aha. In dejansko tudi kasneje so bile pobude, da bi se Reks vključil v projekte in to pa tudi nekako ni uspelo. Sama sem se tudi potapljala na Reksu, en košček, takrat smo celo prinesli v muzej in je shranjeno. Leta 2008 smo najprej v portoroški marini imeli nekako uvod v razstavo. Leta 2008 v Pomorskem muzeju, v Palači Gabrieli, veliko vas med vami je tudi bilo prisotno in je bilo veliko zanimanje že takrat. Takrat pa ni bilo take publikacije in na pobudo mnogih, kajti vsi vodimo recimo po Pomorskem muzeju in velikokrat so spraševali o tem, da bi predstavili dele z Reksa oziroma kaj imamo. Velikokrat ljudje tudi primerjajo Reksa s Titanikom, pa precej to vseeno ni primerljivo glede na časovno razliko. Dejansko pol leta 2012 smo to razstavo postavili v Izoli, tudi na pobudo izolske občine. In na nek način od takrat dejansko smo zbirali gradivo za Reks in tako naprej. Razen tega mene zelo kot arheologinja, glede na to, da se jaz več ne potapljam, me je predvsem zanimalo predmeti iz Reksa, ki so se ohranili, vendar je na muzeološki način. Predmet določa, recimo, če tako pogledate, material, oblika in seveda dejansko pomen. Če kakšen predmet se zgubi, ta predmet več nima tega, ima nek drugačen pomen. Vi lahko ga znate opisati, veste recimo, ne vem, kakšne je bil barve, oblike, material, vendar karkoli želimo več izvedeti, nam ponuja samo predmet. In to je recimo se je pokazalo na primerih več predmetov, ki so z Reksa. Najprej tudi mene so mene vedno zanimali pri teh predmetih okoliščine najdbe. Recimo, Nadja je že omenila posodo, ki je bila povod za razstavo leta 2008 v Pomorskem muzeju, ki je muzej odkupil od Ratimira Majcena in je bilo rečeno, da je to posoda zagotovo z Reksa. Na kar je, ko je Bogdana Marinac pregledovala to posodo, kajti v muzeju vseeno imamo razdeljeno, glede na to, ali so arheološki predmeti, etnološki, pač predmeti pomorstva, vsak ima svoj delež, ki skrbi zanj in recimo lahko rečem inventarizira in tako naprej. Je pa ugotovila, da ne gre za predmete z Reksa. Zakaj? Kajti so imeli druge žige, pač Sitmarja in tako naprej. In vendarle to pa ne pomeni, da niso bili ti predmeti nekoč na Reksu. Je lahko več razlag. Če recimo ne bi imeli te predmete, konkretno bi pa ta zapis o
teh predmetih, recimo o tej posodi, ki je zelo podobna drugim, recimo, ki so imeli na ladjah, bi lahko nam pomenilo, da so zagotovo bili taki in taki, recimo, in da je ta družba Sigma, recimo, pač tudi za Rexa konkretno te predmete dala. No, zakaj pa to govorim? O izvirnosti predmetov in pomembnosti v bistvu tudi muzeološkega pristopa k predmetu. Marsikdaj imamo kakšen še drug predmet, spomin je, tako to vsi vemo, s časom ne izgine. Če to ne zapišemo, če to ne proučimo in ne objavimo, ali pa tudi, če je napačna trditev, ki jo recimo damo, je še vedno včasih boljše, če je neka fotografija vsaj v znaku, torej vsaj v fotografiji. Če pa imamo predmet, še vedno lahko dejansko raziščemo. Zanimiv je bil tudi predmet, ki nam je gospa Alenka Petirosa podarila muzeju na našo pobudo in poziv, če lahko prispevate za to publikacijo, ki je pred vami, predmete ali pa mogoče spomine ali karkoli. Mislim, da smo pričakovali dosti večji odziv, kot smo naredili. Vendarle za njej se zelo zahvaljujemo za ta predmet. To je bilo v bistvu ogledalo. In to ogledalo, ki naj bi bilo v kabini, in sicer številka 25, in ko smo ga pregledovali, tudi naša konzervatorka je tudi izčistila, smo ugotovili, da je dejansko sta dva predalčka, na enem je s peresom bilo zapisano iz kabine 18, na drugem iz kabine 25. Na hrbtni strani se je sicer z drugo pisavo ohranilo, da je pač ogledalo iz te kabine 25 in je dejansko verjetno bilo temu namenjeno, s tem, da so ta en predalček v nekem trenutku zamenjali. Kje ga je pa našla? Našla ga je na odpadu in je v bistvu domnevala v Trstu in je domnevala, oziroma si je želela, da bi ga obnovila nekoč, ampak velikokrat imamo stvari, ki jih imamo in željo, pa ne gremo naprej. Tako da pol dejansko, ko nam je podarila, smo v bistvu vse te raziskave naredili glede tega predmeta. Ni pa veliko drugih, lahko pa tudi povemo, da zagotovo ni bilo najdeno recimo na morskem dnu, oziroma da je bilo najdeno, da je verjetno domnevano, da je predmet tam pristal v Trstu, ker je takrat ta ladja bila izpražnjena v Trstu, pač mešli so tudi z vlaki, mesta in tako naprej. Drugi predmeti, ki jih imajo naši, ki jih imate recimo veliko zbiralcev in tako naprej, v glavnem gre za dele ladij, ki recimo, če so bili najdeni na morskem dnu, lahko rečemo, da so deli izvirnih predmetov z Rexa. Zdaj bi pa jaz v bistvu malo zaključila s tem, bom pa dala dr. Andreju Gaspariju, zato ker bom... Aha, pardon. Ok, pa Miki Lamutu za Kramžnik. Zbirki je eno posebno poglavje, ki se nam zdi dejansko dodana vrednost, ki gre za vprašanje pravnega statusa tega vojnega plena, oziroma Rexa. Kot veste, razprava je bila zelo napeta, tudi, kot bo povedal gospod Lamut, in se splačamo prisluhniti, in se splača prebrati seveda tudi ta prispevek, ker pojasnjuje marsikaj. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Začel bom tako, no. Rex je dejansko ladja blišča, tako je tudi prikazovan v vsej pomorski literaturi.
pa čeprav bom mimo grede rekel, bila je tudi blamaža na tisti plovi leta 1933 v Gibraltarju, ko so se pokvarili motori in so izkrcali čez 700 nevoljnih potnikov, ostalih 1400 pa ostalo na ladji in čakalo na popravilo, ampak vseeno je dosegel takrat modri trak. No, ampak mogoče bi to poudaril. Vsa pomorska literatura, italijanska, angleška, ameriška, seveda govori o tem blišču ladje Rex in zaključi nekako tako, da se je pač znašla v vojnem času na neki napačni strani morja in Italijani pravijo in je končala, Jugoslovani so jo zasegli, tako v nekem negativnem smislu. Že takrat, ko je Pomorski muzej pripravil prvo razstavo v letu 2008, je bila ena takšna odločitev, da je treba prikazati Rex v eni drugi luči, to se pravi Rex v Sloveniji, kaj se je takrat dogajalo. In takrat sem bil angažiran, oziroma sem, glede na to, da sem tudi zbiralec, pomagal, da smo razkrili pravzaprav usodo te ladje, da je bila ladja Rex v skladu s temi mednarodnimi predpisi in konvencijami razglašena s sodbo sodišča za vojni pomorski plen, za pomorski plen in to je bila podlaga, da je postala lastnik te ladje takratna država. No, takrat smo tudi iskali v arhivu Jugoslavije, pa na sedežu Sodišča za pomorski vojni plen v Splitu določene sodne odločbe, same sodne odločbe o zaplembi ni, tako da v tej knjigi jaz naredim eno rekonstrukcijo te sodbe na podlagi mnogih podobnih sodb. Namreč Sodišče za pomorski vojni plen, ki je začelo delovati takoj po osvoboditvi leta 1945, je izdalo 188 sodb za vse te ladje po celem Jadranu, ker treba je bilo se odločiti, čigave so ladje, čigave je slabo na ladjah, šlo je pa za civilne ladje. No, ampak to je bilo, rekel, analiza še v letu 2008, ob sedanjem pozivu in pripravah na novo monografijo, smo pa naredili korak naprej in tukaj je mogoče nekaj kar rekel, novosti, mogoče revolucionarnih glede podatkov. In sicer lahko bi rekel, da gre za 3 sklope. En sklop so podatki iz arhiva, Nemškega državnega arhiva, iz katerega povsem jasno izhaja, da je Rex bil uvrščen takoj naslednji dan po kapitulaciji Italije v nemško sredozemsko floto Mittelmeer-Reederei in to ima posledice, kot bom potem še na kratko povedal. To se pravi, nemški arhiv nam je dal te podatke, to boste lahko si v knjigi tudi pogledali. Druga odkritja pa so bila v državnem oziroma arhivu Jugoslavije. In sicer gre za 2 sklopa. En sklop so listine o notah zaveznikov Amerike in Anglije. Naj takratna država razveljavi sodbo Sodišča za pomorski vojni plen v Splitu, češ da je ladja last zaveznikov. Namreč navezal sem še na prejšnje podatke iz nemškega arhiva. Po premirju z Italijo so zavezniški sklenili seveda sporazum in še en aneks na Malti o tem sporazumu o premirju, kjer je bilo določeno, da vse italijanske civilne ladje mora Italija predati zaveznikom oziroma članicam Združenih narodov, takrat so bile Združeni narodi šele v povoji, ampak nekaj istega ni obstojala. In Italija tega ni naredila, tako da mi lahko govorimo o Rexu od septembra 1943, da gre za nemško ladjo, kar ima seveda dolgoročne posledice tako za sodbo Sodišča za pomorski vojni plen v Splitu in tudi
na zahteve vlad Amerike in Anglije po zahtevi po razveljavitvi te sodbe. Tretji sklop, ki smo ga našli v arhivu Jugoslavije, listin, pa spreminja nekako zgodbo o tem, kaj je bilo z Reksom. Splošno znano je bilo povsod, da je pač ostanki Reksa so bili rudnik železa za takratno Jugoslavijo, železo se je izkoriščalo 10 let in tako dalje. Našli smo pa presenetljive podatke o tem, da je takratna vlada forsirala, da se vsi vitalni deli iz Reksa odstranijo že v letu 1947. In sicer zakaj? Zato, ker vlada je vedela, da se pripravlja, da se zaključuje mirovni sporazum in ratifikacija mirovnega sporazuma je bila potem v letu 1947 in pred tem datumom so morali, vedelo se je, da z mirovnim sporazumom, kar predvidevajo mednarodni predpisi, postanejo pravnomočne vse sodbe sodišč za pomorski vojni plen. In takratna oblast je vedela, da če bodo vitalne dele Reksa v tem letu pred ratifikacijo mirovnega sporazuma odstranili, potem ne bo nobene nevarnosti, tudi če bi prišlo do razdelitve sodbe in bi morala samo lupino ladje dati zaveznikom, nikakor pa ne Italijanom. No, in v teh listinah je razvidno, da so se posamezni vitalni deli ladje pod hitro vozili na Reko in naprej v vsa različne ladjedelnice po Jugoslaviji. In iz seznamov, ki smo jih pridobili, je razvidno, da so, naprimer, sidrne verige so dali takoj ladjedelnic Kvarnero, to je kasneje 3. maj, potem določena ladijska dvigala so dali družbi, ki je upravljala z svetilniki po jadranski obali, elektromotorje Rade Končarjev, Tikovino so dali ladjedelnici Split, kjer se je obnavljala ena potniška ladja Zagreb, kasneje Dalmacija. Ladijska okna so uporabljali, so dali takoj ladjedelnicam že leta 1947 za ugradnjo v novogradnji in tako dalje. To se pravi, mi smo do septembra 1947 je vse, kar je bilo vitalnega, bilo odrezano in razrezano na Reksu. In tukaj se nam ta zgodba nekako popravlja oziroma pridemo do ene novih dejstev. Zanimivo je, da v knjigi je to objavljeno, kakšna je ta korespondenca med vlado, ministrstvom za pomorstvo, promet, še celo general-major Rado Pehaček, ki je bil predsednik komisije za vojni plen v coni A, oziroma v coni A, v Trstu, je pisal Edvardu Kardelju, kot takratnemu podpredsedniku države, kaj je treba narediti na hitro z Reksom pred ratifikacijo mirovnega sporazuma. Ampak vse to boste vse na podrobno lahko prebrali v knjigi. Mogoče bo še gospa Trčonova še to, ta vidik, zakaj je ta seveda Jugoslavija v tistem času selila, vse to opremo v druge kraje, v južni del in tako dalje. Mogoče noter je tudi objavljeno pismo nekega slovenskega posrednika, ki je posredoval pri nakupu trupa ladje in tako dalje. No, ampak bistveno je to za mene, da ladja dejansko ni bila italijanska že od leta 1943 in potem ob analizi sodbe sodišča za pomorski vojni plen, čeprav so tam za te ladjo smatrali, da je italijanska, je dejansko nemška, ampak tudi Nemčija je bila sovražna država in ta, če kljub da je bila civilna ladja, je imela sovražni namen in so bili izpolnjeni vsi pogoji za zaplembo. Tako da
Jaz citiram še celo dr. Brajkoviča, znanega profesorja jugoslovanskega pomorskega prava, ki je rekel, da z tem, ko je Jugoslavija takratna sprejela modern zakon, seveda, ki je veljal do mirovnega sporazuma o sodišču za pomorski vojni plen, da se vseh teh 188 imenuje tudi REX, realiziralo korektno v skladu z mednarodnimi konvencijami in da si je v pomorskih krogih takratna država pridobila status pomorske države in dobila tudi nek status korektne države. Je pa bilo tukaj še en kup enih problemov z ladjami ostalimi, ki so bile in tega sodišča zaplenjene, pa so bile tudi v Tržaškem zalivu, pa so se smatrale kot enotne, da je bil še Julio Cezar pa Julio in tako dalje. Ampak to lahko vse preberete, ne bo dosti. Hvala.